Lep pozdrav vsem. Jaz bom pa govoril o rešitvi, ki jo pripravljamo v razvoju, in bo predvidoma v septembru dostopna tudi vam v knjižnicah. In sicer o funkcionalnosti oddaje zahtev raziskovalcev v knjižnice, predvsem za potrebe odprte znanosti. Pobuda za razvoj je prišla s strani knjižnic, ki seveda pridobivajo oziroma potrebujejo podatke od raziskovalcev za obdelavo zapisov v COBISS-u in tudi za podatke odprte znanosti, ki se je potrebno vpisovati v DCOBISS. In trenutno knjižnice to rešujejo na različne načine. Nekatere imajo spletne obrazce, tiskane obrazce, lastna orodja, rešitve, ki so jih implementirale. In v preteklem letu smo torej s strani knjižnic dobili to pobudo, da bi IZUM pripravil enotno rešitev spletnega obrazca, kjer bi raziskovalci podali vse potrebne informacije, podatke za pripravo bibliografskega zapisa in pa ostalega za analitiko odprte znanosti. Mi smo se tega projekta lotili v letošnjem letu in konceptna zasnova je takšna, da se raziskovalec prijavi v SIKRIS, v svoj profil, in vnese potrebne podatke, knjižnica to sprejme ali pa tudi lahko tudi zavrne, in v aplikaciji COBISS-CAD se pripravi bibliografski zapis, samodejno pa se shranijo podatki potem tudi iz obrazca v DCOBISS. Kako nekako poteka tak diagram procesa? Torej, raziskovalec se v SIKRIS-u odda to zahtevo preko spletnega obrazca, ta zahteva torej pride v obdelavo v knjižnico, knjižnica torej sprejme to zahtevo, lahko tudi zavrne, če recimo ni zahteva za njo ali pa podatki niso popolni, zahteva še pač dodatne informacije. Sistem pa zna sam pripraviti osnutek bibliografskega zapisa, ki ga potem prejme katalogizator v COBISS-CAD, ga pregleda, dopolni, spremeni in shrani zapis v COBISS. Lahko pa tudi na tem nivoju zavrne še prav tako to zahtevo, če gre recimo za duplikat ali manjkajoče podatke in tako naprej. In potem, ko je zapis kreiran, se samodejno tudi kreira objava v DCOBISS-u za potrebe odprte znanosti, za analitiko. Na koncu še se v DCOBISS-u preverijo podatki, če je treba še kaj dopolniti, kaj popraviti. Poteka lahko komunikacija med raziskovalcem in knjižničarji preko orodja komentiranja in obveščanja preko elektronske pošte. Seveda to poteka vse elektronsko in kasneje bom tudi demonstriral, kako bo to v praksi izgledalo. Kaj bi naj bil rezultat tega procesa? Validiran bibliografski zapis v COBISS-u, povezana objava v DCOBISS z podatki za odprto znanost in pa nekako je osnova to podlaga za nadaljnjo uporabo, za analitiko, poročanja, za vrednotenje in tako naprej. Prednosti, ki jih mi vidimo, nek enoten, standardiziran način vnos podatkov, zmanjšanje podvajanja vnosov, izboljšana kakovost bibliografskih zapisov, učinkovita podpora odprtosti znanosti, monitoringu in priprava podatkov za analizo, poročanja, ki jih potrebuje ARIS, ministrstva in ostale institucije. Zdaj pa mislim, da sem prišel že do točke, kjer bi to lahko tudi pokazal, kako daleč smo trenutno v razvoju. Torej, pokazal bom razvojno različico in se bom prijavil najprej v SIKRIS. Še enkrat.
profil. Torej, ko je raziskovalec prijavljen v svojem profilu, ima eno možnost, gumb zahteva za knjižnico. In potem se mu pojavi seznam že pripravljenih oziroma že odloženih zahtev v knjižnici. Torej, nekateri podatki, vsak zahtevek, to vidimo, tu imamo kar nekaj zahtevkov, ki sem jih že kot test nekako prej skriral. Uporabniško ime, se pravi jaz kot raziskovalec, naslov, kateri knjižnici sem zahtevo posredoval, kateri knjižničar jo obdeluje. Če je že zadeva zaključena, se pravi obdelana tudi povezave Cobiss Plus do samega zapisa. Vidim, nekateri so že tudi pobrisani, gre za testno okolje, drugače pa povezava v Cobiss Plus. Kdaj je bila ustvarjena, objava in pa tudi statusi, ki so kar pomembni. Torej, tukaj vidim nekateri, ki so zaključeni, se pravi zadeva urejena, status zavrnjeno, je bila torej strani knjižnice zavrnjen, osnutek, recimo, ko še se pripravlja na strani raziskovalca ta obrazec, lahko ga uredim, začasno shranim in pa lahko tudi komentiram pri vsaki zadevi, se pravi, pišem nek komentar in ta komentar potem vidijo, se pravi, knjižničarji in tudi obveščeni, se pravi, elektronski pošti. In pa status oddano, to pa je v statusu, ko raziskovalec odda svoj zahtevek in še je v obdelavi v sami knjižnici. Pa poglejmo zdaj, oddati, se pravi, pripraviti eno takšno zahtevo za knjižnico. Torej, sem raziskovalec, izbral bom en tipologijo, ki je obvezen podatek, izvirni znanstveni članek. Imam pripravljen tudi en članek, ki ga bomo poskušali obdelati. Tukaj mislim, da se zdaj vidi. Torej, članek je v odprtem dostopu, skopiral si bom tale doj. In raziskovalec lahko ročno vnese vse podatke, priporočljivo pa je, da uporabi doj ali Cobiss. Torej, Cobiss ID bo uporabil v primeru, če je zapis že kreiran v Cobissu in potrebuje samo oziroma želi oddati samo podatke za odprto znanost. Doj pa bo seveda uporabil, če gre za povsem nov zapis. In v tem primeru, če uporabim doj in kliknem naprej, se mi bodo izpolnili že samodejno podatki iz servisa Crossref. Torej, že v začetku avtorstva povežem, če le mogoče, z Common ID-jem, ORCID ID-jem, z šifro raziskovalca. Potem lahko sicer dodaja raziskovalec še dodatne avtorje, če potrebno, ostali podatki, metapodatki, kot pripravi bibliografskega zapisa, pa se samodejno iz Crossref prepiše. Seveda, prepiše se tisto, kar v Crossref lahko pridobimo, v tem primeru povzetkov ni in pa ključnih besed, pa bom se zdaj vrnil nazaj in bom dodal tudi datoteko, torej sam članek, kar je zelo priporočljivo, da lahko se potem tudi ta članek shrani v repozitorij. In pa tudi, da lahko katalogizator na koncu pogleda ta članek in dopolni in popravi bibliografski zapis. No in če zdaj spet kliknem naprej, se izvede obdelava in tukaj si pomagamo z orodji umetne inteligence. In sicer torej orodja pogledajo PDF-datoteko, jo obdelajo in dopolnijo tiste metapodatke, ki so mi prej manjkali. In sicer dopolnili so ključne besede iz PDF-datoteke in pa povzetek. Tukaj zdaj lahko spet grem naprej in pridem do tretjega koraka, kjer pa gre za podatke o odprti znanosti, ki bi naj izpolnil tudi raziskovalec. Zelo pomembna je recimo licenca in pa ostali podatki. Jaz bom to samo hitro poklikal, toliko da malce gremo naprej. Nekateri bodo obvezni, nekateri ne, tudi podatke za
raziskovalne podatke je potrebno izpolniti, ti bodo zelo verjetno tudi obvezni ostali na samem obrazcu. Zelo pomembni so tudi projekti, v nas nekaj poskušal en projekt tudi povezati, takole, za test, stroški objave, če jih ima raziskovalec na voljo, je priporočljivo, da jih prav tako vpiše. Voucher, če je bil uporabljen in tako naprej. Pošlji in zadnji korak, ki še ga ima raziskovalec, je, katera knjižnica bo obdelala to zahtevo. Po prevzetu se mu že nastavi afiliacija iz Sikrisa, kjer sem pač zaposlen, recimo jaz sem na Izomu, zato se mi že torej po defaultu nastavi Institut informacijskih znanj oziroma knjižnica na Izomu. Lahko pa to popravim in nastavim recimo Univerzitetna knjižnica Maribor ali katera druga. Kliknem pošlji, zahteva uspešno poslana in ta zahteva, tukaj vidim, je zdaj oddana v Univerzitetno knjižnico Maribor. Lahko še kaj komentiram. In pošljem, komentar zapisan in delo na strani raziskovalca je zdaj nekako opravljeno. Zdaj pa pojdimo na drugo stran, torej pojdimo v knjižnico. Prijavljamo se v dCOBISS v UKM. In tukaj v dCOBISS imamo novo možnost, zahtevki za knjižnico. Imamo tudi e-mail za obveščanje in zdaj, ko je bila zahteva, naprej poglejmo, tukaj imamo zdaj zahteve, ki so prišle v našo knjižnico, v UKM. Torej vidimo lahko samo zahteve svoje knjižnice, ne vseh, jasno. Lahko pa si nastavim tudi e-mail za obveščanje, se pravi, kdo bo v primeru tovrstnih zahtevkov obveščen v naši knjižnici. Lahko vpišemo tudi več e-naslovov za obveščanje in komunikacijo. Torej vsi komentarji potem tudi letijo na te e-naslove, ki so tam vpisani. Torej vidim, da je prišla v knjižnico nova zahteva, poslal mi je tale raziskovalec, in bom jo poskušal zdaj obdelati. Se pravi, kliknem obdelaj, pogledam zahtevo, ki je prišla do mene, oziroma v našo knjižnico, bibliografske podatke, podatke za dCOBISS in knjižničarji imajo še potem, oziroma knjižnica še na voljo četrti korak, to pa je dodeljevanje katalogizatorju, ki bo ta zapis obdelal v COBISS. Lahko dodelim meni, sebi, torej tistemu, ki je prijavljen zdaj trenutno tukaj v dCOBISS, lahko pa kateremu drugemu sodelavcu, katalogizatorju, ki ima pravice za kreiranje zapisov v katalogizaciji. In sicer za odprto znanost je to privilegij za kreiranje člankov in izberem pač tistega kolega, jaz bom dodelil kar sebi. Lahko pa na tem nivoju tudi zavrnemo zahtevo in komentiramo, zakaj je zavrnjeno, recimo, da ni za našo knjižnico in recimo predlagamo drugo knjižnico, ki bi lahko ta zapis raziskovalca torej obdelala, ali pa je premalo podatkov za informacije in pričakujemo, da jih raziskovalec dopolni v tej zahtevi. No, jaz bom tole sprejel in prenesel, potrdi. Spremenil se mi je status v obdelavi in v tem trenutku zdaj pa se selim v COBISS-kat, v katalog UKM, kjer sem prijavljen z uporabniškim imenom Miran P. Refresh bom moral narediti tukaj in zdaj se mi tukaj levo prikaže torej draft oziroma osnutek bibliografskega zapisa, ki sem ga prijel preko zahteve, preko tistega obrazca, ki smo ga prej izpolnili. Odprem ta draft bibliografskega zapisa, torej vidim, da se je vse samo izpolnilo.
pregledam pač po vseh pravilih, ki veljajo za obdelavo zapisov, poskušam shraniti, če dopolnim, kar pač mi manjka. Jaz bom to samo tako na hitro dopolnil, da ne izgubljamo časa, ampak samo da nekako zadevo zaključimo in pokažemo sam koncept delovanja. In potem, ko je nekako kolikor toliko zapis dodelan, se shrani, dodeli se Qobuz ID temu zahtevku, ki ga lahko potem v Qobuz tudi pogledam. Se pravi, pridem nazaj v Qobuz na samo zahtevo. Tukaj lahko vidim tudi, se pravi, PDF datoteko je bila priložena. Grem nazaj na seznam in vidim, da je na seznamu ta zahteva zdaj zaključena. Povezava do Qobuz Plus, tu je potrebno še indeksiranje, torej kakšno minuto je treba počakati, da potem se zadeva v Qobuz Plus indeksira. Je pa vnešen avtomatsko zapis v Qobuz, se pravi, lahko pa ga pogledam. V Qobuzu tukaj kreira se sama samodejno objava in vsi podatki iz obrazca so pripeti zraven. Tukaj še mogoče dopolnim, za katero knjižnico gre, recimo, da še se to sinhronizira z rulom, z repozitorijem in zadeva je načeloma zaključena. V tem primeru bo samodejno tudi dobil raziskovalec mail, da je zahtevek končan, zaključen, da si ga lahko pogleda v Qobuz Plus, torej z povezavo do Qobuz Plus in tudi povezavo do same zahteve. Tako, jaz sem zdaj šel zelo hitro skozi ta proces in bi pač še prosil za morda kakšno vprašanje.